nesrečne žrtve utegnemo biti vsi mi. Ako prav, more biti tudi ne. Ti, Jana, si budna, neomajno budna in zavzeta, resnicoljubno zavzeta. Tako so tvoji soneti vztrajno nastajali, ureteno se je vrtelo in se vrti še danes. Najno prvo snidenje sega v čas poznega 2012, ko se je tej deželi zgodila tako imenovana ulica. Takrat sva se srečevali v Skriku, pravzaprav smo se srečevali v Skriku. Zdelo se je, da je nebo razprto in zemlja godna, pa vendar smo stopili drobne korake, spremembe, ki se ne zdi družbena sprememba, kot smo jo takrat sanjali ali nemara po Pandino sanjali. Jana, tvoji soneti so pomemben glas. Kako ga ti čutiš? Kako zelo je tvoje telo ta glas? Ne morem verjeti, ker si me spomnila na ta čas, ko se je to začelo, da je od takrat se je zdelo, da bo zelo hitro, da bo 1, 2, 3 revolucija in mi bomo vse dosegli, kar smo hoteli in tako naprej. Pa se je odmaknilo nekam daleč in od takrat je nastalo okrog 3000 mojih protestnih sonetov v teh 5 letih. Tole danes je pa moja prva pesniška zbirka za odrasle. Se moram zahvaliti Roku in založbi za to priložnost. Saj jaz sem skozi objavljala na Facebooku, ampak to ni ista, ne? Knjiga je le knjiga. Ampak vprašala si nekaj drugega, ne? Če vidim kaj svetlega v prihodnosti, če se odpirajo ta obzorja, praviš. Ne vem, ne bi rekla, da vidim nek tunel in tam zadaj že svetlobo, ampak verjeti moramo, da se s vsakim kamenčkom nekaj premakne, ne? Da nekaj dosežemo. Jaz se trudim, vsak dan. So mali koraki, ampak ne vem, zaradi tega je moja vest čista. Ker vem, da nekaj delam, nekaj dobrega. Mogoče se bo poznalo, mogoče pa šele čez zelo dolgo časa. Ni važno, ne. Dajmo vsi gledati tako na to, no, to bi rada. Da bi potem res se kaj premaknilo, ne. Če bi vsi gledali to, da vsak lahko prispeva, ne. Sem jaz prispevam, ti prispevaš, vsak in se premakne. In mogoče, kot pravi pater Pavel Kržan, mogoče potem niti ni potrebna revolucija, ne, ker se začne kar dogajati, ne, sprememba se začne dogajati. Ne vem, to še moram malo preštudirati.